Zdravo, banda! Danes v Osvežilni fronti govorimo o drogah. In ena izmed najbolj razširjenih in zlorabljenih drog v Sloveniji je alkohol. Alkohol je ena izmed drog, ki najbolj zasvoji. Zasvojenost pa prinaša cel kup težav. V Sloveniji je po statistikah prebivalec, ki je starejši od 15 let, v letu 2016 popil 87 litrov piva, 48 litrov vina in več kot 2 litra žgane pijače. Aktivna snov alkoholnih pijač je etanol. Etanol je prosojen in v visokih koncentracijah in količinah strupen. Uporablja se kot razkužilo, v industriji pa kot gorivo. Mladoletni alkoholnih pijač ne morete kupiti v trgovini ali pa naročiti pri natakarju. Osebno prosim. Vemo pa, da boste najdeli tudi druge načine. Ampak, predno začnete rečiti zaloge staršev, poglejte, kaj se zgodi z našim telesom, ko pijemo. Najprej kontrolni test. Cirkumzicija. Erlenmajerica. Buržoazno-nacionalističen. Disproporcionarnost. Cestišče. Švedščina. Otorinolaringologija. Ginekologija. Sifilis. Železničarski. Sinhronizacija. Starocerkveno slovanščina. Brezkonfesionalnost. Secesijski. Elizabetinski. Dialektično-materialističen. Ja, takole, ko sva trezna, vse to zgleda fuluizi, ampak midva se bova za vas žrtvovala in probala vse te naloge narediti tudi, ko bova pod vplivom alkohola. Vsaki izmed teh pijač je 10 gramov alkohola in temu rečemo ena merica. Na Snapu in Instagramu smo vas spraševali, kater strup naj izbereva. Za Nižo ste izbrali žganje. In za Vida pivo. Niža, si pripravljena? Niti ne, ampak dejva. Naše telo lahko prebavi oziroma naša jetra presnovijo samo eno merico alkohola v eni uri. Vse ostalo gre v telo in nas v bistvu zastrup. Ena petina alkohola se absorbira skozi stene želodca in zato je fajn, da kaj prej pojemo, ker to vse skupaj malo počasni. 4/5 alkohola pa se potem absorbira v tankem črevesju. Tole 22. Že po sam 2 pijačah se čutijo znaki zastrupitve, ko recimo začutimo malo več poguma in se nam zdi jako pametno, da pošljemo sporočilo bivšemu ali pa bivši. Nisem jaz kriv. Alkohol zmanjša porabo glukoze v čelnem delu možganov in tako je ta manj aktiven. In ravno ta del možganov nam preprečuje, da bi storili kakšno neumnost. Tako kot starši. Ja, ampak starši bi rekli, da nehava piti. Ja, ampak starši sva že zdavnaj utišala. Zdaj sva spila 3 pijače. Kako se počutiš, Vid? Ja, definitivno se počutim drugače. Občutek imam, da vse je malo bolj mehko. Ja, malo tudi na očkah jaz čutim. A veš, tisto, ko imaš malo neke trde očke, no. Ne vem, kaj da bi bil malo zaspan mogoče. Ja. Pa se mi zdelo, da po 3 mericah piva, nekaj 2 deci pa pol, da ne bo nekaj učinka, ampak je. Si pripravljena na test? Ja, sem sličem vse. Čak. Alkohol nas ne naredi samo samozavestnejših in bolj pripetavih, ampak tudi razširi žile v našem podkožju in to nam da nek lažen občutek toplote, čeprav se naše telo ob alkoholu dejansko ohlaja. Shit. Ne smeš voziti. Ja, tudi hoditi ne. 0,41. Alkohol vpliva tudi na male možgane, ki so zadolženi za ravnotežje in gibanje. Pri kronični zlorabi so posledice trajne. Možgani otrok in mladostnikov so še posebej občutljivi na škodo. Poitalijančevanje. Erlenmajerica. Cirkumzicija. Sicilijanski. Secesijski. Secesijski. Orinolaringologija. Otorinolaringologija.
Ti ful gre. Ko pijemo, se nam sprošča hormon dopamin in to je hormon nagrajevanja. Zato imamo občutek, da lahko vedno spijemo še eno pijačo. Recimo, jaz sem jih spil 5 in zdaj imam občutek, da lahko še eno. Pa ne samo občutek, v bistvu želiš si še eno, ne? Zaradi tega, ker se dobro počutiš. Moram pa priznati, da se mi malo vrti. Mislim, meni se ne, ampak mi gre pa na smeh, se opravičujem malo vsem gledalcem za tole. Ja, šla zdaj domov spat in S taksijem. pa se vidimo. Pol sem se je spal, ampak še vedno me ful glava boli. To zato, ker je alkohol diuretik, ki odvaja vodo iz telesa in pol jetra črpajo vodo iz drugih organov, tudi možganov, pa še nabreknejo nam žile, kar poveča pritisk v glavi in pol je glavobol eden izmed stranskih produktov mačka. Pri osnovi alkohola v jetrih se proizvaja acetaldehid. Acetaldehid je strup in vpliva tudi na želodec in na sluznico in zato bruhamo. Zdaj se pa sami odločite, koliko boste pili pa kdaj. Ampak če greste to soboto v Mursko Soboto, ker se bo dogajala metal klavnica in če boste pili, se zna zgoditi, da edini masaker ne bo tisti, ki se bo dogajal na odru, ampak se zna zgoditi tudi kak masaker v vaši glavi ali pa v trebuhu. Lahko se vam zgodi tudi blackout in pomeni, da boste čist pozabili na vse lučke, ki ste jih videli v Čudolandiji v Kopru. Kar sploh ni v bistvu tako slabo. Ampak ne smete pa pozabiti na koncert Dubioze kolektiv in SARS ta petek. Ja, pa da čez 14 dni pogledate oddajo Osvežilna fronta. Govorili bomo o denarju. Koliko smo mi 2 dan zapravila? 51 evrov. Tvojih ali mojih? Kaj, rekla so, da bo razdelila, ne? Jaz sem založil, ne? Adijo, banda.